28. maja so v Italiji in tudi v drugih deželah obhajali Jezusov nebohod, ki se je zgodil 40 dni po veliki noči. Papež Frančišek je zbranim na trgu svetega Frančiška med drugim dejal, da je Jezusov nebohod dejansko zaključek poslanstva, ki ga je sin prejel od očeta in začetek tega poslanstva cerkve. Njegova navzočnost prinaša moč med preganjanimi, tolažbo v trpljenju, pomoč v težkih situacijah, na katere naletita poslanstvo in oznanjevanje evangelija, je poudaril papež Frančišek in nadaljeval. V nebohod nas spomni na to pomoč Jezusa in njegovega duha, ki nam da zaupanje in gotovost med našim krščanskim pričevanjem na svetu. Razkrije nam tudi, zakaj je cerkev. Cerkev je zato, da oznanja evangelij. Samo zato in veselje cerkve je oznanjati evangelij. Cerkev smo vsi mi krščeni. Danes smo povabljeni bolje razumeti to veliko dostojanstvo in odgovornost, ki nam jo je dal Bog, da ga oznanjamo in ga napravimo dostopnega človeštvu. To je naše dostojanstvo, to je največja čast v cerkvi. Na ta praznik v nebohoda, med tem, ko gledamo v nebo, kamor je šel Kristus in sedi na očetovi desnici, okrepimo svoje korake tu na zemlji in z navdušenjem ter pogumom nadaljujemo svojo pot, svoje poslanstvo pričevati in živeti evangelij v vsakem okolju. Dobro pa se tudi zavedamo, da vse to ni predvsem odvisno od naših moči, organizacijskih sposobnosti in od števila oseb. Samo z lučjo in močjo Svetega Duha lahko učinkovito izpolnimo svoje poslanstvo, da predstavimo in damo okušati drugim Jezusovo ljubezen in nežnost, je poudaril papež Frančišek, ki je spomnil tudi na Svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Sredstva družbenega obveščanja nudijo možnost takoj podeliti in razširiti povsod novice. Te so lahko lepe ali grde, resnične ali lažne. Molimo, da bo sporočanje na katerikoli način dejansko konstruktivno v službi resnice in zavračanja predsodkov in bo širilo v današnjem času upanje in zaupanje.